V prazničnem sobotnem popoldnevu so se v Zgornjih Gorjah začeli zbirati godbenice, godbeniki in mažoretke. Prišli so iz cele Slovenije, da bi skupaj z gostitelji praznovali njihovo visoko obletnico. Godba Gorje letos praznuje 115-letnico svojega delovanja. Visoko obletnico so obeležili s 3-dnevnim praznovanjem. Vsake 5 let organiziramo praznovanje obletnice. Mislim, pomeni nam veliko, ja. Za vse člane je to en tak jubilej. Smo veseli pač, da društvo deluje še zmeraj. Kljub vsem problemom zadnjih 2 let z epidemijo, pa to smo dokazali, da se da še naprej to delati. Godba Gorje si je prepoznavnost zagotovila že pred desetletji. Godba Gorje je najbolj poznana po temu, da je bila prva godba v Sloveniji, ki se je oblekla v narodne noše. Nasploh, in sicer smo gorenjski narodni noši. To je v bistvu nekaj takega, potem smo dosti poznani, zaradi tega imamo tudi veliko nastopov. V zadnjih 24 letih se je zelo veliko spremenilo. Takrat naprimer so bile turneje, ko smo hodili v tujino, bolj v Francijo usmerjene, zdaj gremo že tudi kam drugam, naprimer v Nemčijo na Oktoberfest, šli smo na Dragačevski sabor, Trubačev, Gučo, že tudi kar nekaj let nazaj. V zadnjem času, sploh zdaj, ko je korona, je sicer ta stvar malo upadla, sam jaz verjamem, da se bo stvar še spremenila. V 24 letih se nabere kar nekaj lepih spominov. Najbolj v spominu je bilo glih 10 let nazaj, ko je bila v bistvu moja prva obletnica, takrat je bila 105. obletnica, ko sem jo jaz kot vodja prireditve pa predsednik tudi vodil. In takrat, ko smo tukaj dol korakali, smo tudi imeli mažoretke, takrat so bile z Radovljice, ko je bilo toliko ljudi, pa ko smo korakali, v bistvu meni so kar solze pretekle. To sem si v bistvu najbolj zapomnil. Drugi pa skoraj enakovreden nastop je bil pa na Oktoberfestu, na otvoritveni paradi. Tam je 6000 nastopajočih, bili smo povabljeni strani Slovenskega kulturnega društva v Münchnu, da se jim pridružimo, oni so folklora, in smo potem skupaj nastopili. Tam je pa mislim, da je 5 kilometrov, je treba kar hitro korakati, ampak potem pa, ko smo šli v šotor, potem je bilo na to vse pozabljeno. V slovesnem sprevodu do prireditvenega prostora so se zvrstile gostujoče godbe, ki so po pozdravih in predaji daril gostiteljem skupaj zaigrale. Njihov nastop so spremljale prikupne mažoretke, gostje iz Trebnjega. Ja, mi smo zmeraj veseli, moram povedati, ko nas povabijo na takale gostovanja, da smo združeni, evo, cela Slovenija praktično skupaj, in jaz bi ob tej priložnosti rada čestitala občinskemu pihalnemu orkestru za njihovih 115 let. Dirigent Klemen Repe je poskrbel, da je 200 godbenikov ubrano odigralo 3 skladbe. To res ni vsak dan, no. Bom rekel, imeti v gosteh 8 pihalnih orkestrov. Nekje smo računali, nekje okrog 250 glasbenikov je bilo danes v Gorjah, tako da to je res nekaj zelo lepega. Premalo se takole srečamo, družimo, in to so, bom rekel, te naše obletnice so pa priložnosti, kjer se lahko za trenutek ustavimo, srečamo s starimi prijatelji, ki jih poznamo že izpred dolgih let. V Godbi Gorje trenutno igra 35 godbenic in godbenikov. Smo pa veseli vsega, ki pride na nov, tako da so tudi vsi vabljeni, kdor bi rad prišel. Vsak je zmeraj dobrodošel. Ja. Ob visokem jubileju so izdali tudi zgoščenko in jo predstavili na samostojnem koncertu. Že v lanskem letu se odločili, da bomo posvetili 115-letnico samim koncertom in pa tudi posneto zgoščenko v preteklem letu v jeseni popolnoma Avsenikovi glasbi. Glede na to, da Godba Gorje že od leta 1967 nastopamo v narodnih gorenjskih nošah in da že ves ta čas zelo radi igramo tudi Avsenikove melodije, smo se odločili, da pa mogoče je to še, ne bom rekel zadnja priložnost za izdajo zgoščenke kot CD-ja. Verjetno v prihodnje bodo pač glasbene vsebine dostopne na drugačnih, bom rekel, aplikacijah, tako in drugače v digitalni obliki, ampak tukaj smo se odločili za 115 let, da posnamemo gorjansko godbo z Avsenikovimi melodijami, in zbrali smo na CD-ju 13 skladb, katere smo igrali zdaj v preteklih, bom rekel, 5 letih od prejšnje obletnice, od 110. obletnice.